V Turčiji se je zaključil vrh NATO, zavezništvo pa se ponovno sooča z razpravo o tem, ali bi širitev zavezništva okrepila evropsko varnost ali ustvarila nova tveganja. Danes zvečer se nam na panelu pridružuje Peter Kurzin, nekdanji uradnik ZNN in geopolitični strokovnjak. Anšol Vora, kolumnistka za mednarodne zadeve pri reviji Foreign Policy, in Sergej Markov, nekdanji tiskovni predstavnik predsednika Vladimirja Putina. Preden začnemo z našo razpravo, si poglejmo nekaj ozadja. Od konca hladne vojne se je NATO stalno širil po Evropi in sprejemal države, ki so nekoč spadale v sovjetsko sfero vpliva. Podporniki pravijo, da je širitev pomagala zaščititi manjše države, okrepiti demokracijo in preprečiti nove konflikte. Toda Rusija že dolgo vidi premikanje NATO proti vzhodu kot neposredno grožnjo svoji varnosti. Moskva trdi, da se je zavezništvo vedno bolj približevalo ruskim mejam, kljub prejšnjim upom na novo partnerstvo med novo ustanovljeno Rusko federacijo in Zahodom. NATO zavrača ta argument in pravi, da ima vsaka država pravico izbrati lastna zavezništva, ter da so se številne vzhodnoevropske države pridružile prav zato, ker so se bale ruske agresije. Ti strahovi so se še povečali po ruskih vojnah v Gruziji in Ukrajini, kar je pomagalo prepričati tudi Finsko in Švedsko, da sta se pridružili. Podporniki vidijo širitev kot močno odvračilno sredstvo. Kritiki opozarjajo, da bi to lahko poglobilo konfrontacijo in razdelijo sam blok. Je torej širitev zavezništva NATO najboljši način za zagotavljanje varnosti v Evropi? V redu, pripravljeni smo na našo razpravo. Hvala za ta uvodni pregled in začeli bomo po vrsti. Najprej bo začel Peter. Prvo vprašanje. Ali je širitev zavezništva NATO najboljši način za zagotavljanje varnosti v Evropi? Peter. No, odvisno, koga vprašate. Prav tako je zanimivo, ker sem na pol Rus in na pol Anglež, zato imam na to edinstven pogled. Mislim, da imam veliko razumevanja za to, kako se počutijo Rusi zaradi vse večjega prodiranja NATO v zadnjih 30 letih. Ampak največja oziroma najnovejša širitev NATO je prišla zaradi Putinove odločitve, da napade Ukrajino. Ko je to storil 24. februarja, je to prisililo Švede in Fince, da so pomislili, da morajo biti del zavezništva, kljub temu, da je Švedska zgodovinsko zelo poudarjala nevtralnost. Torej je odvisno, kako govorite o ekspanzionizmu. V redu, Anšol Vora, kakšne so vaše misli? No, mislim, da sta tu dve plati, tudi po mojem mnenju. Tisti, ki podpirajo širitev, bi rekli, da države, ki so članice NATO, niso bile napadene. To je obrambna zveza, deluje. Drugi pravijo, da je že zdaj dovolj velika. Če jo še povečate, postane okorna, neučinkovita in obrambne obveznosti obstoječih zaveznikov se povečajo. In to je v nasprotju z argumentom, da bi jo morali širiti. Redu. In Sergej, kaj menite? Kot razumete, je Rusija zelo proti širitvi NATO proti vzhodu, proti naši meji. V redu, pojdimo na zahod, sever, jug, vendar ne do naše meje. To so naše zahteve do NATO. Nihče ne mara, če se nekdo z veliko vojske vedno bolj približuje tvoji prestolnici. To je preprosto tako. In druga težava je, da je bil NATO prava institucija med hladno vojno. Vendar po hladni vojni ni bilo več grožnje iz Rusije. In NATO bi moral biti. Nadaljevali bomo, oprostite, moram vas prekiniti. Zazvonil je zvonec za 30 sekund. Začeli bomo postavljati bolj specifična vprašanja. Lahko nadaljujete, ampak spet, naslednje vprašanje bomo začeli s Petrom. Leta 1994 se je Rusija pridružila NATO-vemu partnerstvu za mir. Se je kaj spremenilo? Pravzaprav ne, še vedno so del tega, prav tako Ukrajina, ironično, kljub vsemu, kar se je od takrat zgodilo. Mislim, da je kot prelomnica iz partnerstva za mir še pomembnejša ustanovitev temeljnega akta strani Clintonove administracije leta 1997 in nato svet NATO-Rusija leta 2002. To so ključni primeri, kako sta NATO in Rusija poskušala najti način za sodelovanje z Rusi, za sodelovanje z Moskvo. In v zgodnjih 2000-ih je bil Putin zelo naklonjen NATO. Bila je celo razprava o dejanskem pristopu k zavezništvu kot polnopravni članici, kot so predlagali leta 1954 in pod Sovjeti. Toda tisto, kar se je spremenilo, je Putinov odnos do zavezništva. Mislim, da Bushevi komentarji leta 2007 niso pomagali glede morebitnega vstopa Ukrajine in Gruzije. Zagotovo so bili Rusi pomembni pri sodelovanju z CTO oziroma pri protiterorističnih operacijah v 2000-ih.
Toda odnos se od takrat nikoli ni zares razvil in je le še nazadoval, ko je Putin postal vse bolj paranoičen glede določenih stvari doma, pa tudi zaradi kasnejše širitve NATO v 2000-ih, kot sta bili leta 2004 in 2009, če se prav spomnim. Anšo Vora, ali mislite, bi rekli, da je celoten namen NATO nasprotovati Rusiji? No, Rusija je zagotovo največja grožnja, vendar je edini namen braniti ozemlje držav članic. Celotno zavezništvo v bistvu temelji na 5. členu, ki pravi, da je napad na eno članico treba obravnavati kot napad na vse. Rusija velja za največjo grožnjo, vendar ste v različnih obdobjih zgodovine NATO videli, da se je NATO razvijal in sprejemal tudi druge izzive, bodisi operacije proti piratstvu ali, veste, usposabljanje s partnerskimi državami v Aziji. Tako da se, veste, občasno razširi ali, kot smo videli po 11. septembru, je deloval skupaj z ZDA in jih podprl v operaciji v Afganistanu. Torej se razvija. Največja grožnja je, Rusija, in tako jo trenutno tudi vsekakor vidijo. In kaj imate vidva zapovedati o tem, Peter in Sergej? Sergej, ti prvi. Mislim, da je predlog Rusije zelo preprost, da bi moral biti NATO kot institucija hladne vojne nadomeščen skupnim vseevropskim varnostnim sistemom, ki bi moral vključevati tako NATO kot Rusijo. Zato je Rusija začela sodelovati z NATO. Toda potem se je izkazalo, da NATO ni želel imeti takega varnostnega sistema, ampak je želel, da je Rusija le mlajši partner, kot so temu rekli. Veste, nova kolonija, nekaj takega. Ampak to ni tisto, s čimer so se Rusi strinjali. Veste, Rusija je neodvisna država, že več kot 500 leti. In kot rezultat zdaj vidimo, da je NATO nesmiselna birokratska institucija. Samo iščemo službe. Prave grožnje strani Rusije ni. Zato so si ustvarili nova delovna mesta za plače, proračun in tako naprej. In kot posledica tega, birokracija NATO ustvarja umetne konflikte. Zato so voditelji NATO, NATO-va birokracija, glavna grožnja državam, ki so del NATO. Prav oni so leta 2014 v Ukrajini strmoglavila demokratično izvoljeno vlado in uvedla popolnoma nezakonit, popolnoma kriminalen represivni režim, ki ga imajo zdaj. In kot posledica so umetno ustvarili vojno v Ukrajini. To je delo NATO, popolnoma delo NATO. To je popolna odgovornost NATO. Iščejo službe, plače, denar, proračun in tako naprej. V redu, Pietro. Ja, poglejmo. Sočustvujem, kot sem rekel na začetku, ampak mislim, da je to malo preveč poenostavljeno. NATO je prostovoljna organizacija. Veliko poudarka je na 5. členu, vendar lahko po 13. členu katerakoli država izstopi, kadarkoli želi. Morajo 1 leto vnaprej obvestiti Združene države Amerike. Pred nekaj meseci sem imel v svoji oddaji generala Wesleya Clarka in prav o tem razpravlja. Razlog, da se je NATO delno razširil morda zaradi proračunskih ali drugih finančnih vidikov, kot trdi Sergej, mislim, da je več kot to. Mislim, da so bile številne nekdanje sovjetske države resnično zaskrbljene, predvsem baltske države, zaradi namenov Moskve. Zdaj, mislim, da so bili ti demonizirani. Menim, da je Rusija pogosto demonizirana v zahodnih krogih, še posebej v bolj jastrebovskih, kot sta London ali Washington, kjer sem tudi sam delal in živel. Ampak to je prostovoljna organizacija in jim ni treba pristopiti. Finska ni bila dolžna pristopiti. Bila je nevtralna, večinoma obrambno naravnana, vendar se je odločila za pristop, ker je bila zaskrbljena. In odnos z NATO se je poslabšal. Zdaj, ali menim, da NATO neposredno podpira Ukrajince in je torej to neke vrste posredniška vojna? No, to je dober, to je razumen argument, to je prepričljiv argument. Ampak mislim, da je napačno reči, da je zavezništvo NATO tukaj agresivno. Imeli so veliko priložnosti za neposredne napade na določena območja. Poglejte Kaliningrad. Kaj se dogaja z tisto enklavo ali eksklavo, karkoli že, v delih Evrope? Zavezniki NATO tega ne počnejo. Ali mislim, da bi lahko bili boljši pri posvetovanju z Rusijo in vključevanju Moskve? Da, mislim, da bi lahko. Ampak mislim, da je napačno reči, da ima NATO preprosto neko željo uničiti Moskvo. V redu, Sergej. Sergej, želiš kaj dodati?
Ja, NATO ni prostovoljna organizacija. Poglej, na primer, Črno Goro. Absolutna večina ljudi je. NATO zahteva predsednika, oprostite, kriminalnega premijeja Črne Gore, ki ga preiskuje Interpol v Italiji. Veste, zaradi zelo velikih, boljših kriminalnih stvari. Siljujejo, da bi se morala Črna Gora pridružiti NATO. Poglejte še enkrat Ukrajino. Pred letom 2014, preden je ta hunta prevzela oblast, po oranžni revoluciji, je bilo popolnoma jasno, da si absolutna večina Ukrajincev želi, da bi bila Ukrajina nevtralna. In še zdaj si želijo biti nevtralni. Ampak režim, ukrajinski režim, ki je bil delno pod nadzorom zahodnih držav, je rekel, v redu, naša pot bo vstop v NATO. Torej, NATO ni prostovoljna organizacija. NATO... No, daj no, to je angleščina. Ne, to je oprosti. Oprosti, počakaj, zadrži se, oprosti, počakaj trenutek. Ja, mislim, Sergejem tukaj z vsem spoštovanjem do tebe in kakršnega koli mnenja imaš, ampak Kijev je bil napaden strani Rusije. Rusija je napadla Kijev, to je dejstvo. To je ena stvar. In zato so morale države, dovolite mi, da končam, prosim, države v soseščini in članice NATO to vedeti. No, ne vem, kaj je tvoje mnenje, ampak mislim, da je zelo preprosto. Zelo preprosto je. Ukrajino so politično okupirale zahodne države, ki so leta 2014 strmoglavile demokratično izvoljenega predsednika Janukoviča. Bil je podpredsednik. Bil je podpredsednik. Ne more reči, da je bil nastavljen. Nobeno od teh vprašanj ni za laganje. Ni bil nastavljen. To nima smisla. To je argument, nima smisla. Oprosti. Počakaj, Sergej, moramo pustiti Anšulu Voro, da konča. Anšul Vora. Pusti Anšulu Voro, da konča, Sergej. Sergej, prosim, pusti Anšulo Voro, da dokonča svojo misel. Oprosti, ne prekinjaj me, oprosti, moram. Oprosti. Tega mi ne pošiljaj. Sergej, ne pustiš Anšul Vora, da govori. Prosim, pusti, da govori. NATO je obrambna zveza in je posredoval šele potem, ko je Rusija napadla Ukrajino. Takrat sem bila tukaj. Nihče ni pričakoval, da bo Rusija dejansko vstopila in napadla Kijev. Ni šlo samo za Donbas ali vzhod, ni šlo samo za Krim, ampak je Rusija napadla celo državo. Želela je strmoglaviti vlado. To je bila ena od ciljev ruske vlade. Ukrajina je suverena država. Ukrajinske meje so bile določene v dogovoru z Rusijo v preteklosti in takrat so se vključile države NATO, ne prej. Predtem je v velikem delu držav NATO prevladovalo mnenje, da je treba imeti produktiven odnos z Rusijo. Vendar Vanda Dušandal, politika, ni uspela. Ne vem, zakaj praviš ne, ker so to uveljavljena dejstva. Ali Rusija ni glasovala proti? Samo drugače... Drugače je. Ne veš. Pjotr! Počakaj, Sergej. Sergej, moraš dati priložnost tudi drugim, prosim. Pjotr, oprosti. Torej, mislim, da to, kar tukaj vidimo, kaže na celotno situacijo. Logično je, da gre pri vsem tem, pri vojni, v veliki meri prav za to. Mislim, da iskanje krivde seveda je tudi veliko bolj zapleteno glede odnosa med Rusijo in Ukrajino skozi zgodovino, vse do kijevske Rusije in vsega tega. Ampak bolj sodoben element je to krivda NATO, je to krivda Rusije in mislim, da tu pridemo do bistva in sicer, da je Ukrajina država, ki je ujeta v vlečenju vrvi med večjimi silami. Vedno je bilo tako. Nekaj časa sem živel v Ukrajini in lahko si prosto potoval v Rusijo, kadar si želel. Imel si potovanje brez vizuma in Ukrajina je bila kar zadovoljna, da je bila tako imenovana nevtralna država, kaj ne? Imela je solidne odnose z Evropejci, solidne odnose z Rusijo. Ampak mislim, da je največji problem nastal zaradi vse večje zaskrbljenosti Putina, ki je želel postopoma, sprva predvsem ekonomsko, pridobiti vedno večji vpliv v Ukrajini. In Ukrajinci, še posebej na zahodu, Ukrajina je zelo kompleksna država. Zahod Ukrajine je bolj poljski oziroma pod vplivom poljsko-litovske skupnosti. Potem imate Rusko cesarstvo, Novorosijo, kar je zahodna in južna Ukrajina, kjer živi veliko etničnih ruskih Ukrajincev. Tudi sam imam korenine iz tega dela sveta. Ampak bistvo je, da je Ukrajina začela, čutiti večji pritisk ali prisilo strani Moskve in se je začela obračati proti EU.
In to lahko vidimo pri Gruziji in to lahko vidimo pri Armeniji prav zdaj. Bolj kot Putin pritiska, ali pa lahko kot primer uporabite Tajvan in Kitajsko. Kitajci izvajajo večjo prisilo nad Tajvanom, zaradi česar se Tajvanci počutijo bolj neodvisni od Kitajske. In enako je z Ukrajino. Bolj kot je Rusija pritiskala, bolj sta Tajvan in Ukrajina govorila, ne, želimo se obrniti proti Zahodu. Peter, zadrži to misel za trenutek, ker želim dodati še eno vprašanje. To je pravi trenutek, vendar obstajajo poročila, da bi lahko Rusija to poletje preizkusila odločnost NATO. Ali so to resnične grožnje? Skrbi me zmožnost Rusov za hibridno preizkušanje. Kremelj to počne z vdori v baltski zračni prostor. To smo videli pri dronih, ki so zadeli Romunijo in Rusija, veste, je rekla, da tega ni nameravala storiti. Ampak to je problem. To se dogaja vse pogosteje. Še posebej glede razmer na Krimu, da v ruskem gospodarstvu sploh ne govorim. Sergej, mislim, da se lahko strinjaš z mano, da ruskemu gospodarstvu trenutno ne gre dobro. Putin išče načine, kako bi skušal preusmeriti pozornost Evropejcev z Ukrajine, da bi se lahko osredotočili nase. Tako da mislim, da gre za provokativno strategijo Kremlja. Ampak ali mislim, da prihaja kakšna obsežna invazija? Ne, ampak je nekako tako, kot da bi Rusija vstopila v baltske države. Tam bodo ostali, zasedli bodo mesto na meji baltskih držav in nato preizkusili odločnost NATO. Bo to dovolj, da se NATO odzove in če se ne, bodo poskusili še malo več. In potem imate nenadoma, veste, 10% ozemlja baltskih držav pod ruskim nadzorom. Prav, Sergej, kaj imate povedati o tem? Veste, splošna situacija v Ukrajini je pravzaprav zelo preprosta. NATO je leta 2014 okupiral Ukrajino, uvedel popolnoma kriminalen represivni režim in iz Ukrajine ustvarja protirusko državo, kjer je mimogrede 80% prebivalstva materni jezik ruščina. Prepovedujejo jezik 80% prebivalstva. Izvajajo izjemno politično represijo, ubijajo na tisoče ljudi, na 10 tisoče ljudi zapirajo v zapore in NATO domnevajo, da želijo ustvariti protirusko državo na ruski meji, kar predstavlja veliko strateško grožnjo za Rusijo. Kako naj se Rusija s tem strinja? In poglejte konkretno, bili ste v Donecku. Bil sem v Donecku že večkrat pred posebno vojaško operacijo na različnih konferencah in podobno. Vsako noč se zbudim v mestu Donetsk zaradi obstreljevanja ukrajinske vojske, ki vsako noč napada mesto Donetsk. Tukaj je nekaj, česar ne moreš vzeti, da? Anšel, ali želiš, da ponovim vprašanje? Je to realna grožnja, je to realen strah, da bo Rusija to poletje preizkusila odločnost NATO? Varnostni uradniki tukaj napravijo, počakajte. Anšel Vora, na vrsti Anšel Vora, Sergej, oprosti Anšel. Anšel. Sergej, ne pustiš Anšel Vora govoriti, prosim, pusti, da govori, v redu. V redu. V različnih oblikah so bili droni uporabljeni v več sosednjih državah, ki so članice. Če vprašate in če se pogovarjate z ljudmi tukaj, to vidijo kot precej realen strah. Ne pričakujejo popolne invazije. Mislim, da pričakujejo nekakšen napad na baltske države do konca desetletja. In zato tukaj poteka veliko priprav, ko gre za pridobivanje ključnih zmogljivosti, ki jih nimajo, pri katerih so odvisni od ZDA, zdaj pa jih morajo proizvesti sami. Celotna krepitev obrambne industrije je v bistvu zastavljena do leta 2030, nato pa do leta 2035. Ta časovnica ni namenjena le povečanju obrambnih izdatkov, ampak tudi zato, ker se grožnja iz Rusije v naslednjih nekaj letih vidi kot precej neposredna. V redu, mislim, da bomo imeli čas še za eno vprašanje. Ali obstaja izvedljiva alternativa zagotavljanju varnosti poleg Rusije in NATO? Če je to vprašanje zame, potem ne, trenutno ne. Za varnost evropskih zaveznikov je grožnja Rusija, torej Rusija ni alternativa. Za njih je trenutno edina možnost, da ohranijo zavezništvo skupaj in da Trump ostane zraven. Ker so zavezniki odvisni od jedrskega dežnika, ki ga zagotavljajo ZDA, in drugih ključnih strateških sestavin njihovega odzivnega načrta, če bi bili napadeni. Zato mora biti to vodeno v okviru NATO. Razprava pa je, ali bo NATO ostal le še ime. In vse bolj, kot bo vodstvo prevzemala Evropa,
ali bo to potem postal bolj okvir, ki ga vodi EU, pri čemer bodo še vedno glavne države članice odločale. In mislim, da je ta politika še v nastajanju. To, da tukaj je soglasje, da mora biti to vodeno strani NATO. V redu, hiter odziv, Piotr. Imamo še 1 minuto, zadnje misli o tem. No, poglejte, mislim, to je znova temelj evropske varnosti. Ideja, da lahko Rusija nekako zavzame celotno Ukrajino, nato pa izvede še obsežno vojaško operacijo proti Evropejcem, je, kjer se mi zdi, da nekateri argumenti nekoliko padejo v vodo. Ampak trenutno je to lažna dilema. Veliko dejavnikov je odvisnih od tega, kaj se dogaja zunaj bojišča. Rusko gospodarstvo je najpomembnejši element vsega tega. Drugič pa gre za Putina. Če Putina ne bo več in bomo dobili bolj zmeren sistem, potem morda, ampak nič se ne bo spremenilo, dokler bo ta človek na oblasti. Lahko bi govorili o obrambnih stebrih pod vodstvom EU, vendar mislim, da je glavni poudarek na nekakšnem NATO minus, torej na konceptu NATO brez Združenih držav Amerike. Ne mislim, da se ZDA umikajo, vendar mora Evropa vzpostaviti temelje, da bo sposobna braniti lastne meje. Pa naj bo to Grenlandija zaradi ZDA. Vem, da to ni verjetno. Rusija zaradi baltskih držav. Na to se mora ozreti proti severu, mora gledati proti jugu, ima še veliko drugih front, ki jih mora obvladovati. In zagotovo trenutno mislim, da se vam vsem zahvaljujem. Oprostite, da vas prekinjam, ampak moramo na oglasni odmor. Najlepša hvala za to vročo razpravo.